Torej, lep dober večer. Večer je res lep. Proslavljamo tretjo zmago v roku enega leta, 9. zmago za listo številko 9, skupno listo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke. Edino listo, ki se je povezala za te volitve in tudi zasluženo zmagala. Hvala vsem, ki ste danes prišli na volišča, tako tistim, ki ste glasovali za nas, kot tudi vsem ostalim, ki ste glasovali za druge liste. Mislim, da je najpomembnejše to, da ste se volitev udeležili. Hvala Bogu je bila udeležba vendarle nekoliko boljša kot pred 5 leti. Kljub temu pa s tem ne moremo biti zadovoljni in bi se morali vsi vprašati, tako politika kot predvsem mediji, kaj je bilo tisto, kar je ljudi zadržalo doma. Hvala tudi čudoviti ekipi, ki je tukaj za nama s predsednikom Slovenske ljudske stranke in za kandidatkami in za kandidati. Njim gre prva zahvala za dober boj v času volilne kampanje in tudi že prej. Skupaj z kandidatkami in kandidati smo bili vsi skupaj čudovita ekipa, veliko dela je bilo opravljenega na terenu in današnji rezultati so pač sadovi tega dela. V Evropski parlament z naše liste pošiljamo ljudi, ki vedo, da se je tam treba trdo boriti za slovenske interese, hkrati pa tudi delati pametne kompromise, zato da je ugled Slovenije v Evropi zadosten in zato, da lahko Slovenija v Evropi izkoristi potencijale, ki jih dejansko ima in priložnosti, ki jih Evropa ponuja. Jaz sem prepričan, da je sodelovanje med Slovensko demokratsko stranko in Slovensko ljudsko stranko za te volitve tudi dober obet sodelovanja v prihodnje. Naslednje volitve, ki so pred nami, bodo volitve, skoraj zagotovo volitve v Slovenski državni zbor. Tudi tukaj mislim, da bi potrebovali večje število takšnih poslank in poslancev, ki vedo, kaj so interesi Slovenije, ki se znajo povezovati za skupno dobro in ne samo proti nekomu in ki so sposobni tudi ugled Slovenije v svetu dvigniti na višjo raven. Hvala na koncu tudi vsem kandidatkam in kandidatom na tej skupni listi, ki stojijo tukaj z mano. Opravili so najbolj zahtevno delo. Na njihovih obrazih se poleg veselja pozna tudi utrujenost. Kampanja je bila nekaj posebnega za te evropske volitve. Veliko volivk in volivcev so obiskali, veliko rok so stisnili, včasih sem bil z njimi. In vem, da je to tisto, kar je na koncu prineslo zmagovit rezultat. Torej, hvala vsem, tudi vam za dober boj. Bili ste čudovita ekipa, tako tisti, ki ste bili izvoljeni, kot tisti, ki ste bili na listi in ste se ravno tako borili in prispevali k temu, da danes slovimo prepričljivo zmago. Prosim še predsednika Slovenske ljudske stranke za par besed, potem pa tudi tiste, ki ste bili izvoljeni, ki ste dobili mandat, prav tako za par besed in kratko zahvalo volivcem. Spoštovani, lep dober večer. Skupaj z nami ste bili dolgo tukaj, da smo dočakali to 11. uro. Najprej bi se v tem lepem večeru, pozitivnem, zmagovitem večeru rad zahvalil prav vsem volivkam in volivcem, ki so podprli skupno listo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke in prav vsem volivcem, ki so šli na te volitve, da se je delno povečala tudi volilna udeležba. Verjamem, da tudi zmožnost sodelovanja, kar sta pokazali naši dve stranki, je vsaj majhen delček prispevala k povečanju volilne udeležbe in k večjemu zaupanju ljudi. Kot sem enkrat že rekel, ne gledamo na majhne razlike oziroma tiste, ki so med nami, ampak na pomembne vsebine, ki nas povezujejo.
povezujejo za Slovenijo, za prihodnost Slovenije in prihodnost Evrope. V Slovenski ljudski stranki še posebno smo se čutili zavezani in se čutimo zavezani prihodnosti slovenskega podeželja, hrane, vsega, kar je s tem povezano, z reševanjem vseh teh problemov in utrjevanjem slovenstva. Izjemno pomembno se mi zdi, da sta dve izvorno pomladni stranki našli pot tega sodelovanja. Tretje tokrat ni bilo zraven in tudi čestitam za uspeh na volitvah. Želim, da bi se v prihodnje sodelovanje, povezovanje krepilo, da bi se povečevalo zaupanje in da bi tudi v Sloveniji lahko izkoristili vse tiste razvojne potencijale, ki jih imamo. Jaz bi se ob tej priložnosti, ko čestitam vsem izvoljenim najprej kandidatkam in kandidatom, novim evropskim poslancem, vsej ekipi in vsem v naših štabih in povsod na terenu, res iskrena hvala za vse delo, bi se še posebej rad zahvalil Francu Kanglerju, ki je ena največjih žrtev montiranih sodnih procesov. In se mi zdi izjemno pomembno, da je zmogel brez sovraštva, brez česarkoli negativnega stopiti na to pot, ne glede na to, da so ga hoteli na vse načine uničiti. In je dal mnogim zgled, da je treba vztrajati. In jaz sem prepričan, da Slovenija ima veliko prihodnost, da bo ta skupna lista eno veliko pozitivno znamenje. Hvala predsedniku Janezu Janši, celotni ekipi za odlično sodelovanje na teh volitvah in verjamem, da bomo še marsikaj dobrega, pozitivnega za Slovenijo in Evropo naredili in tudi si želim, da bi vsi izvoljeni poslanci na teh volitvah, vsem tudi čestitam, dobro sodelovali v korist Slovenije in skušali najti skupne točke in se povezati vsaj pri najpomembnejših stvareh, saj le tako bomo lahko uspeli. Hvala lepa še enkrat. Dovolite, da se tudi jaz zahvalim vsem volivkam in volivcem, ki so podprli našo zavezništvo, skupno listo SDS in SLS. Lahko rečem, da smo imeli res posrečno kombinacijo na tej listi izkušenj in pa mladostne svežine, da je bila ta lista kvalitetna. Posebej bi se pa rad zahvalil vsem tistim, ki niso bili izvoljeni, pa so prav tako trdo garali skozi celotno kampanjo, Davorju, Ali, Alenki, Francu Kanglerju in posebne čestitke tudi Patriciji ter Romani. Jaz sem že na začetku kampanje dejal, da je to zmagovita kombinacija in res smo s trdim delom in kvalitetnim delom pa tudi predanostjo stvari dokazali, da je to zmagovita kombinacija. Sedaj nas čaka tudi v evropskem delu zelo pomembno in odgovorno delo. Evropo bo treba na novo sestaviti, jo stabilizirati in omogočiti vsem članicam, državam članicam, da bodo optimalno znotraj Evropske unije izrabljali svoje razvojne potencijale. Rad bi se pa zahvalil tudi tistim, ki so veliko garali in so bili manj videni v tej kampanji. To je administracija na stranki in mnogi volonterji, ki so delali na terenu in s tem prispevali k izjemno dobremu rezultatu. Rad bi se pa zahvalil tudi družini. Družine so v tem času še, se mi zdi, najbolj trpele in njihova podpora je bila odločilna, da smo zdržali te včasih tudi težke trenutke. Tudi politična kampanja je bila zelo intenzivna, kot še nikoli doslej. Včasih tudi nekoliko umazana in v takih trenutkih je podpora družine še izjemno pomembna. Naj za konec rečem, da se bomo v Bruslu odgovorno vedli tako kot doslej, imamo izkušnje in da bomo delali za močno Slovenijo v močni Evropski uniji. Hvala lepa. Lep dober večer vsem skupaj. Zelo sem vesela in ponosna, da sem član te zmagovite ekipe. Ampak danes je čas velikih besed, jutri pa bo čas velikih dejanj.
In tisti, ki smo že imeli to izkušnjo, da smo bili v parlamentu evropskem preteklih 5 let, vemo, da smo trdo delali in da je kampanja potekala 5 let. In tako se kampanja začne za Evropski parlament tudi že jutri. Za nami stojijo ljudje tukaj, ki so zdaj prisotni, in tudi tisti, ki jih tukaj z nami ni, na terenu jih je bilo resnično ogromno. Brez njih nam ne bi uspelo. Zato posebna zahvala vsem tistim, tudi občinskim območnim odborom, vsem, ki so delali z nami in za nas. Še posebna zahvala pa seveda ljudem, ki so nam namenili svoj glas, kajti brez njih tega zmagovitega rezultata ne bi bilo. In to je dobra popotnica za Evropo, pa ne samo za Evropo, dobra popotnica tudi za Slovenijo v Evropi. Hvala še enkrat, jutri začnemo s trdim delom za našo boljšo prihodnost. Lep dober večer in iskrena hvala vsem, ki ste verjeli v to našo skupno listo, nam zaupali dovolj glasov, da bomo kar 3 iz te liste zastopali Slovenijo v Evropskem parlamentu. Sam sem že drugič na listah, kjer se združujeta 2 stranki, zato iskrena hvala obema predsednikoma za mano, tako Marjanu Podobniku, Janezu Janši, ki sta imela dovolj modrosti, da smo naredili skupno listo in dosegli ta rezultat in tudi, kar je zelo pomembno, skupaj z Novo Slovenijo zopet dali pol mandatov iz Slovenije Evropski ljudski stranki, za katero verjamem, da bo tudi uspešno vodila Evropsko unijo v prihodnje. Iskrena hvala vsem kandidatom z liste, Patriciji, Franciju, Davorinu, Alenki, Alji, ki so ravno tako garali kot mi 3, ki smo na koncu prepričali ljudi in dobili tudi dovolj glasov, da bomo to skupno listo obe stranki zastopali v Evropskem parlamentu. Za mano je tudi že ta 5-letna izkušnja. V Evropskem parlamentu je dosti več od tega, kar običajno vi sprašujete, novinarji, ko nas sprašujete, kaj delamo v Evropskem parlamentu. Sam sem se od prvega dneva, ko sem prišel pred 5 leti v Evropskem parlamentu, lotil projekta, kako ohraniti poseljeno evropsko podeželje, kako zagotoviti tudi normalne pogoje za delo tistim, ki so v kmetijstvu. In verjamem, da bom v tem mandatu, ko smo sedaj skupaj vsi utirali te politike tudi v bodočo finančno perspektivo, to, o čemer smo zdaj predvsem govorili, postavljali kot politike, spravili tudi v življenje. Veselim se tega izziva, še enkrat iskrena hvala najprej volivkam in volivcem, ki ste nam zaupali, vsem, ki ste za mano, mnogim drugim, ki danes niste tu, in iskrena hvala pa še enkrat predvsem tistim, ki ste ostalim 5 iz te liste, ki ste skozi to volilno kampanjo resnično garali, kakor tudi mi 3. Lep večer vsem skupaj in verjamem, da bomo marsikaj dobrega postorili za Slovenijo v prihodnjih 5 letih. Čestitke tudi vsem ostalim 5, ki bodo zastopali Slovenijo v naslednjem parlamentu poleg nas 3, in sam se bom trudil tudi kot doslej, da bom poskušal vsemi čim bolje sodelovati, kajti ta ekipa mora za Slovenijo in bo za Slovenijo lahko marsikaj naredila v Evropskem parlamentu. Lep večer vsem skupaj in gremo na delo.